Lep pozdrav v današnji Kulturi na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. Osrednja slovesnost slovenskega kulturnega praznika v mestni občini Celje se je zgodila v torek 6. februarja tukaj v Celjskem narodnem domu, seveda s podelitvijo najvišjih priznanj na področju kulture Celjske zvezde. Osrednja slovesnost ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku v mestni občini Celje je bila tudi tokrat v Celjskem narodnem domu, sinoči v torek 6. februarja. Po uvodu s himno in slavnostnem nagovoru, ki ga je letos pripravila Jerneja Jezernik, lanskoletna prejemnica literarne nagrade Mira za raziskovanje in ohranjanje dediščine Alme Karlin. Zaradi bolezenske odsotnosti pa je njen govor, v katerem se je navezala na bogato kulturno izročilo Alme Karlin, prebrala dramska igralka. Kolegi direktorjev javnih kulturnih zavodov v mestni občini Celje, Zveze kulturnih društev in območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti pa je že šestič podelil priznanja Celjske zvezde za najvidnejše dosežke na področju kulture. Komisija v sestavi Matjaž Brežnik, Nenad Firšt, Matija Plevnik in dr. Aleksander Žižek kot člani ter dr. Zoran Pevec kot njen predsednik je tokrat v skladu s pravilnikom o podelitvi priznanj Celjske zvezde podelila dve priznanji za najvidnejše dosežke v preteklih 2 letih. Katji Gorečan, pesnici, pisateljici, literarni komparativistki in magistrici dramaturgije ter scenskih umetnosti in pa dr. Bojanu Himmelreichu, arhivistu Zgodovinskega arhiva Celje. Katja Gorečan kot praktična dramaturginja sodeluje z SLG Celje, kot mentorica pa sodeluje tudi v programu za razvoj in aplikacijo uprizoritvenih gradiv. Deluje na lokalnem celjskem področju, prepoznavna pa je tudi v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru, saj so njena dela prevedena v številne tuje jezike. Književna dela Katje Gorečan zaznamujejo večplastnost. Svojo ustvarjalno pot močno povezuje s Celjem, izpostavila pa je tudi pomemben vidik dostopnosti kulturnih programov za gluhe in naglušne. Za mene je to seveda velika čast, da sem dobila tudi priznanje strani svojega kraja oziroma kraja, kjer sem se rodila, tako da mi to zelo veliko pomeni. Dr. Bojan Himmelreich je od leta 1989 arhivist v Zgodovinskem arhivu Celje. S svojim raziskovalnim delom je že večkrat prispeval k razumevanju in ohranjanju celjske zgodovine, v zadnjih 2 letih pa izstopata predvsem 2 njegova projekta, in sicer pregledna razstava z naslovom Je bilo v Celju dovolj mostov in razstava z naslovom Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji, ob 100-letnici filatelije v Celju. Seveda sem tega priznanja zelo vesel. Bil sem precej presenečen, ko so me predlagali, še bolj presenečen, ker sem bil izbran za to priznanje. Veliko mi pomeni, moram priznati. Nekako za podnagrada za delo v arhivu, v arhivistiki. Priznanje Celjske zvezde za življenjsko delo pa je komisija podelila nedavno upokojenemu dramskemu igralcu Slovenskega ljudskega gledališča Celje Bojanu Umeku. Igralec Bojan Umek je bil član umetniškega ansambla SLG Celje od leta 1984 do svoje upokojitve novembra 2023. V izjemno bogati karieri se je srečal z najrazličnejšimi gledališkimi poetikami in se izkazal v raznorodnih gledaliških izrazih. Na celjskem odru je bil stalnica gledališča, kjer je odigral več kot 90 nepozabnih vlog. Za njegovo igro veljajo strokovne kritiške ocene in mnenja mnogih režiserjev, s katerimi je delal, kot izredno natančen, suveren in kreativen igralec. Zaznamuje ga bravuroznost in preciznost dikcije ter proučevanje skrivnosti gledališča in umetnosti nasploh. Za svoje igralske stvaritve je 1988 prejel nagrado Kulturne skupnosti občine Celje za vlogo Zganarela v Molierovem Zdravniku po sili. Leta 2005 srebrni celjski grb mestne občine Celje za igralske dosežke v zadnjih 20 letih in leta 2009 priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije za igralske dosežke v letu 2008 za vlogo starca v UNESCO-vi drami Stoli. Sem bil zelo presenečen, mi pa seveda ogromno pomeni. Kot smo slišali, je to moja 3. nagrada
mestne občine Celje, od ene Prešernove pa potem srebrnega celjskega grba in zdaj kaj lahko več dobiš kot za življenjsko delo in moram reči, da sem izredno ponosen. Rad bi pa tudi povedal to, kar sem danes že nekje napisal, da sem izredno ponosen, da sem si poleg svojega rojstnega kraja Krško vzel za drugi dom mesto Celje, kjer sem si ustvaril lepo življenje in konec koncev imel ves čas v bistvu lepo okolje za delo, plodno delo. Žal me je srce pol ustavilo, da nisem mogel čisto do konca biti, ampak danes je, kar je. Seveda sem pa zelo ponosen, kaj čem reči. Vse dobitnike priznanj Celjske zvezde je občinstvo pozdravilo z burnim aplavzom, Bojana Umeka celo stoječim in dolgim aplavzom. Ustvarjalnih načrtov pa Katji Goričan in doktorju Bojanu Himmelreichu seveda ne manjka. Ja, trenutno pripravljam predstavo za festival Borštnikovo srečanje, ki bo premiero nekje doživela predstava junija. Tako da to pripravljam, pa festival Fabula v Ljubljani, pomagam tudi delavnice in pa pri programu za mladino. Tako da to je to, pa v Krakov grem še junija nekje s prevodom svojega romana. Trenutno sam osebno ne, ampak delamo skupaj v arhivu na nekem projektu, ki ga bomo potem predstavili v jeseni. Pa ste vljudno vabljeni. Tako da vas bomo še videvali in srečevali. Tako, ja. Upam, da se bomo še večkrat videli. Bojan Umek pa pravi, da se predvsem zaradi zdravstvenih razlogov aktivno umika z odrskih deska, bo pa gledališko dogajanje vedno z užitkom spremljal z auditorija. Ne, srečevali se bomo na predstavah, rad grem pogledat kolege, zdaj se začnejo dnevi komedije, predvsem mojo generacijo kolegov, grem strašno rad pogledat, drugače pa, da bi pa na odru, pa ne bom več zaradi tega, ker enostavno mi pritisk in puls tako dvigne vsako dejstvovanje, že skoraj, ko grem mimo gledališča, se pravi, da nekako ne vidim se več o tem, ker je preveč. Ne bi več rad šel, v bistvu saj sam veš, da sem bil že enkrat na odru, tako rekoč, bi rekel, skoraj mrtev in ne bi šel še enkrat. To ostane nekje v podzavesti, v spominu in ne bi se šel več tega in ne bi šel z glavo skozi zid. S predsednikom Komisije za podelitev celjskih zvezd, doktorjem Zoranom Pevcem, smo se pogovarjali o letošnjih podanih pobudah in seveda o izboru. Prijavilo se je na razpis 3 za življenjsko delo, za razpis Celjske zvezde, priznanje celjskih zvezd in 5 za dosežke v zadnjih 2 letih. Zdaj za one prve 3 je bilo tako, da smo enega tako izločili, ker je bil predlagan en član komisije, to seveda ni šlo in smo se potem pač odločili za Bojana Umeka kot uglednega celjskega igralca, prepoznavnega tudi v širšem slovenskem okolju, presežnega na svojem območju. Medtem ko je bilo pa težje seveda med onimi 5, po svoje bi si lahko vsakdo od njih zaslužil nagrado, ampak vendarle smo se enotno odločili za doktorja Himmelreicha in za Katjo Goričan in mislim, da Katja Goričan celo prva nagrajenka iz področja književnosti, kar se mi zdi še posebej zanimivo, ker sem seveda tudi sam pesnik. Vsa 3 priznanja sta nagrajencem izročila predsednik Komisije za podelitev priznanj dr. Zoran Pevec in celjski župan Matija Kovač, ki nam je ob tem povedal. Najprej čestitam vsem
celjankam in celjanom ob slovenskem kulturnem prazniku. Vesel sem, da smo nocoj v Narodnem domu ponovno bili priča odlični prireditvi, ki so jo ustvarili celjski ustvarjalci in s katero smo se poklonili letošnjim 3 novim celjskim zvezdam in sicer nagrajencem na področju kulture in med njimi seveda nagrajencu za življenjsko delo, igralcu Bojanu Umeku. Vsem 3 sem v pogovoru pred prireditvijo seveda čestital za nagrade in se jim zahvalil za njihov izjemen prispevek tako k ustvarjalnemu življenju v mestu kot skrbi za kulturno dediščino in pa tudi za aktivno udeležbo in promocijo celjskega kulturnega življenja z njihovo prisotnostjo in aktivnostjo v vseh porah našega mesta. Letošnji program prireditve, ki je bil na izjemno umetniškem nivoju, pa so oblikovali z umetniško besedo člani SLG Celje Lucija Harun, Eva Stražar, Urban Kuntarič in Žan Breli Hatunič, plesalka Lara Ekar Grl, mešani mladinski pevski zbor Prve gimnazije v Celju pod vodstvom Tomaža Marčiča, solistko Katarino Tržan in harmonikarjema Dejanom Kušarjem in Andražem Frecetom. Avtorsko glasbo v živo je izvajal Martin Vogrin, kostumografija je bila delo Ane Janc, oblikovalec svetlobe je bil David Andrej Franski, scenarij in režijo pa je pripravil celjski režiser Luka Marcen. Na čem pa je temeljil njegov vsebinski koncept programa prireditve? Današnja kulturni umetniški program današnje prireditve je v resnici nosil naslov Nisem in se je poskušal ukvarjati z neko drugo plastjo umetnosti ali pa kulture, ki jo v teh dneh praznujemo, in sicer z odgovorom na to, da ustvarjalnost v resnici ves čas išče tudi odgovor na vprašanje, kdo smo, pa ne rabi za to vedno imeti nekih pritrdilnih ali pa samohvalnih odgovorov, ampak je včasih še bolj pomembno imeti pogum, da si povemo, kaj vse nismo, česa se bojimo in kaj je tisto skrito recimo v nas, in prek tega se mi zdi, da lahko zelo odgovarjamo tudi v bistvu ravno s tem na vprašanje, kdo smo in kam gremo. No, letošnje kulturne nagrade so torej podeljene in nove celjske zvezde ponosno žarijo na celjskem nebu. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.